Dober dan. No, zdaj se pa nas je nabral že nekaj več, tako da se bom jaz tudi najprej predstavil. Jaz sem Mali Podlesnik, malo bom povedal, a ne, samo toliko, da veste, kdo prihaja, preden stop na oder. Zelo redko oseba, ko jo napovedujem, tako dobesedno čisto zraven mene stoji. Bi pa rekel eno stvar. Jaz se spomnim, v srednji šoli smo hodili na gledališke in tam smo imeli eno tako, zelo se nam je zdela takrat ta profesorca poduhovljena, taka posebna ženska, in mi smo pred vsakimi vajami, pa vsakim nastopom smo naredili dihalne vaje in nam se je zdelo to blazno smešen takrat in smo se hihitali, pa imeli zaprte oči, pa dihali pa to. Ampak moram pa reči, da pol kasneje v življenju še vedno se pa ful rad spomnim tega, ker je, kot bo dr. Milan Hosta vam razložil zdaj v svojem predavanju, je to, da ti s svojim dihom lahko umiriš svoj sistem, je res kaj ena taka en hack, en life hack, ena super moč, ki jo lahko uporabiš kadarkoli. Tako da se mi zdi, da nas čaka eno res zanimivo pa zelo uporabno predavanje. Dr. Milan Hosta, dame in gospodje, dajmo začeti tole z enim aplauzom. Tudi vam, hvala lepa, da ste se udeležili v takem številu. A se dobro sliši tam zadaj, ker imam rad proste roke, par pripomočkov, tako da se lažje steče skozi mene. Pa začnimo še mi, kar zdi. Jaz mislim, da v takem naravnem okolju ste v glavnem vsi že sproščeni. Ampak še lažje se pa potopiš, raztopiš v okolje in ga dobro zaznaš, če se res dobro tudi znotraj sprostiš. In to narediš tako, kot je Alan rekel, temu se reče tako moderno, life hacking. Ampak jaz sem zelo rad slovenski jezik, veste ta hacking, biohacking in tako naprej. To je vdiranje v življenje. Hacking delajo računalničari, ko vdirajo v tiste stvari, ki se jih ne sme videti. Mi lepo odklepamo, mi lepo potrkamo na organizem. Ta naš organizem je v bistvu en tak tempelj. In organi so tako kot orgle v templju, v cerkvi. Vsak organ ima svojo zvočno vibracijo in dih je ta, ki igra na te organe. Zato smo mi organizem. No in eden od najboljših dihov za sprostitev, za dobro raztopitev, da potem dobro začutimo vse stvari, je v bistvu tako, da dvakrat vdahnemo skozi nos, zadržimo vse, začutimo to napetost. Takrat, ko zrak vse držimo, se začne taka ekspanzija elementa ognja v nas. In potem izdahnemo. In dajmo to narediti trikrat. Vse lepe stvari so tako da trikrat bomo šli tako skozi nos. Pa še malo in potem izdih olajšanja. Pospremite ga zvokom, naj vam ne bo naroden, da vas bo kdo slišal in tako naprej. Tako se pa špiha. Gre tudi kakšen glas ven iz telesa. Se pravi trikrat, lepo. Gremo. 3, 4, vdih, še malo dodaš, zadržiš, začutiš napetost. Še enkrat vdih, še globi not. Vdih, še dodaš, zadržiš, kar drž, še malo stisni mišice telesa, noge, roke, trebuh, ta zadnja čeljust. Evo, dobrodošli. Marko leto. Življenje teče, vse v nas teče. 99% molekul našega telesa so v bistvu vodne molekule, tekočina.
Vsaka celica se kopa, ima znotraj svoje morje, kot neko jezero, in okoli nje je spet morje, medceličnine. In vse to se pretaka. Tako da mi lahko nase pogledamo tudi tako, kot da smo eno tako vedro vode in tekočine. Ne samo vode, H2O, to je živa voda, H3O2. To je tudi voda, ki jo dela naše celice. To je ključno. Pri gorenju življenja, pri gorenju glukoze v naših celicah se izloča. Glukoza so kot drva v kaminu. Vzameš drva, daš v kamin, pa te pogreje. To je hrana v celicah. V mitohondrijih gori glukoza, oksidira in se izloča voda, ampak to je živa voda. To so celice naredile. To je H3O2. To je voda kot en tak gel. CO2, ogljikov dioksid se izloča. To je proizvod. To ustvarjajo naše celice. To ni odpadni plin. Narobe smo bili naučeni. Mi rabimo CO2. In potem energija in svetloba. Mi sprejemamo in oddajamo svetlobo. Tudi to že znam nastaviti. Tako da, ko na tak način nas pogledamo, da smo pravzaprav 3/4 mase telesa, dojenčka še več, v starost se malo sušimo, ampak 3/4 naše teže je voda, smo mi kar vedro vode. In voda je univerzalno topilo. In kaj se raztaplja v tej vodi, v tej naši tekočini, v tej naši krvi, v tej naši limfi, v tej naši fasciji, kaj imamo še? Kraniosakralno tekočino. Kaj se tukaj noter staplja? Kaj se potaplja? V dno naše duše. Ja, ta duša je tekoče narave. Duša ima tudi svojo zgodovino, ker si zapomni stvari. Ne, ja, čustva. Bomo na koncu tem, kje leži duša. Raztopljen je, ima pa center v srcu, duh pa v pljučih in tukaj skrb pridete. Da ne bom na koncu prelagal teh najbolj sladkih vprašanj. Ja, in naslov predavanja danes je moč diha, zavest, telo. Take, filozofske stvari. Potem kasneje imamo pa delavnico, mislim, da je v 11:30 tam čist. Tako da danes tu si bom privoščil malo več govora, bomo pa tudi še kaj podihali. Zakaj? Ker fajn je razumeti, kaj mi sploh delamo, ko dihamo. Kaj se dogaja, ko dihamo. Ker sicer dihamo nezavedno, hvala Bogu. Če bi mogel razmišljati za vsak dih, ne bi nič drugega zmogel. Ker koliko časa lahko zdržimo brez hrane? Več kot en mesec. Ni problem, ne? Mislim, je problem, ampak se da zdržati. Moja žena se smeji. Kaj lačna je drugačna, ne? Jaz lahko malo dlje zdržim. Koliko časa brez vode? Ja, 3-4 dni, en teden. Če kakšen potres najde koga še živega, čeprav ni pil. Glejte, kaj smo na začetku povedali. Naše celice proizvajajo vodo. Še obstaja tudi post, ki je suhi post. Pa, ko greš čez uno žejo, čez te prve impulze, pol vidiš, da celice, ki jemljajo maščobne celice, ki se spremenijo iz glikogena v glukozo, da to zgori, dobiš vodo ven. To je fantastično, kakšen je to naš organizem. Koliko časa pa zdržimo brez diha, brez zraka? Par minut. Da niso možgani toliko kvarjeni, da ne gre več. Zato je to ena od najbolj ključnih funkcij. In zato rečemo, kaj živi, kdo živi, tist, ki diha. Lahko tudi v umetnini rečemo, da le kar živi, ker me navdušuje, ker diha. Ker je noter vtisnen en duh. In dih in duh greste lepo skupaj v naši, v slovenskem jeziku. V angleškem enako. Breathing pa respiration. So pomenki, ampak a čutite razliko? Med dihanjem pa duhanjem.
Dihanje je fiziološko. Se lahko pogovarjamo o ogljikovem dioksidu, kisiku, pljuča se napihnejo, spraznijo in tako naprej. Kaj pa duhanje? Nas vodi pa v duhovitost ali pa duhamornost. Ne? Pa vidiš, dihanje nas tudi lahko vodi. Duhu, se pravi, mi vdahnemo duha. Jaz sem v osnovi športni pedagog, potem sem pa doktoriral na filozofiji, veliko se ukvarjam tudi z antropozofijo, tako da mi ni problem tudi o duhu govoriti. In 25 let že z dihom pravzaprav raziskujem, pomagam ljudem in tako naprej. No, ampak danes želim to sporočiti. Ko mi vdahnemo ta naš zrak, mi duhamo, mi vzamemo tudi duha. Če ste hodili kaj v cerkev, lahko tudi rečemo svetega duha, ker je zrak tudi nosilec svetlobe. In mi tudi svetlobo vdahnemo. In duha, kot da veste, kad rečemo, kakšen duh se vije tukaj med nami. A čutite, kakšen duh se vije? V redu ste radovedni, poslušate, v glavnem vsi dihate skozi nos, skoraj vsi. Ne? In smo pozorni, kaj bomo zdaj spoznali v dihu. To je tak radoveden duh, zdaj tle med nami. Stopaš kam drugam, na kakšnem sestanku, kakšno sobo, ali pa gledaš tarčo, ne, upam, da ne gledate, ker kakšen duh je pa tam? Vidiš, to je to. In ta duh, ga jaz vdahnem in stopi v moja pljuča in se raztopi v kri. Smo rekli, da je voda univerzalno topilo. In v tem duhu je tudi informacija. Svetloba. Svetloba nosi informacijo. A ti je jasno, ali ti ni jasno. To je to. Boš nekam po svetu, ali ne boš po svetu, ali boš živel v temi. Ko mi vdahnemo tudi duha. In se ta raztopi v kri. In tam odtisne atmosfero. Atmosfera slovensko je vzdušje. Tudi doma imamo svojo družinsko atmosfero, imamo tudi kolektivno atmosfero in imamo to, vse skrb, ne? To je to vzdušje. Zakaj? Ker ta duh, ki ga jaz vdahnem, se lepo iz pljučnih mešičkov raztopi. Ne? Učili so nas, kisik gre v kri, če je to pljučni mehurček, ki se odpre, in zdaj gre kisik, ne, v kri in potem do celice in tako naprej. Ne, gre še marsikaj drugega. Ne sem kisik. Raztopi se duh. Se raztopi v krvi in gre v srce in srce kri zavrti in do vsake celice spusti. Do vsaka celica potem tam nekaj v tem življenju naredi. Kaj pa naredi? Ja, tega duha je treba osvoboditi. Kaj sem jaz vdihnil? Da bi vas rad bi vas popeljal v ta čar diha. Dajmo se zavedati, kako diham, kako živim. Ampak to ni samo, koliko volumna sem vdihnil, ampak tudi kakšne informacije diham, kakšno svetlobo, kaj se jih posveti, čemu sem posvečen. In to vdahnem in pol to naredim na tem svetu. In tako se stikata, ne, sprav duh in duša v srcu, ki pravzaprav duša je tekočinske narave in jo duh podpihuje. Duh jo počke, duh jo navduši, lahko jo pa zaduši. Če mi ne verjamete, naredimo eno vajo. Dajte vstati, prosim. Zdaj sem jaz malo nižji, a me vidite, ali pa bom tle stopil gor, da sem vseeno malo višji. Glejte, to je naša lobanja. In mi imamo not možgane, ne? In tako, kot zvezde na nebu so tudi, pazite zdaj, astrociti v naših možganih. Celice zvezdaste oblike. In dajmo reči, da se svetlikajo in da so to ideje, ne? Vsaka zvezda nosi neko idejo. In pomislite na nekaj lepega. In to idejo zdaj z duhom, se pravi, to je to je naš Um je polje vseh možnosti. Je temna snov. Je ves olje, da si podmažemo to
življenje. Vse je v potencialu, v kvantna mehanika, če hočete. Ne? V umu je vse možno, a je res. Lahko si zamisliš, karkoli hočeš. No, dajmo si zdaj nekaj lepega v vašem življenju ali pa nekoga, ki vas navdihuje. Zaprite oči in znotraj iz svojega neba, iz globanje, potegnite dol z dihom, z duhom vase vključa idejo človeka, spomin, ki vas dela srečnega. In greš to in peleš to v pljuča in izpljuč v srce in kar globoko vdahneš in to začutiš, kako te to navdihuje, navdušuje. Vdahneš in malo zadržiš v sebi, da začutiš tega duha, kako se z veseljem življenju da. Ok, fajn. Ampak, veš, včasih pride tudi oblačno vreme. Zdaj pa kar zaprite še enkrat oči, pa se spomnite ideje dogodka osebe, ki vas zamori, ki vas zaduši, ki vas žalosti. Iskreno, to tudi obstaja v našem življenju. Poduhite tega duha in kar spremljite telo, kaj naredi. Nočeš najbrž veliko dihati. Manjši je dih, kako se postavijo pljuča, ramena, glava gre mogoče dol, ker nimaš razloga za veselje, za pogled v svetlo prihodnost, ker itak ni. Ok, še enkrat odprete oči, pa se zdaj postavimo spet v ta prostor, se usedemo. Pa vidite, imamo izbiro. In to je osnovna higiena. Osnovna higiena je mentalna higiena, ker je najlažja. Sam pozoren moram biti, kjero misel zdaj diham, kaj sem z duhom, ker ne smo rekli duh, duša, telo. Duša rabi telo, zato ker mora nekaj premakniti. Duša je anima latinsko. Anima pomeni animiranje, premikanje, gibanje. Imaš animo, ki je, dajmo reči, ženske kvalitete, ne? Te, ki sprejema, ki je nežna in tako naprej, pa animusa, ki je maskulin. Imaš možnost gibov, ki se tudi tle na delavnici boste imeli, ki so zelo tako pretočni, mehki, imaš pa možnost gibov, ki so bolj športni, na silo, za borbo. To je to. Anima je lahko taka, animus je pa malo bolj grob in prodoren. Oboje je gibanje in to je naša duša. Zdaj ste videli, kako duh lahko v nas vstopi kot celota. Duh je en, duh je se sveti. Kako sveti? Ja, tako kot smo ga obarvali z idejo, z mislijo. Samo tako. Kaj si osvetlil? Če je to nebo, če je tukaj noter moj miselni polje, ki ga imam, vsa znanja, vse izkušnje, eni bi rekli kaša, moj osebni eter, peti element, iz katerega jaz vlečem dol ideje. Ja, samo vprašanje, kaj bom posvetil, kaj bom posvetil, ker ne morem vse naenkrat. In če pač v moj ta prostor, vstopa nekdo, ki pač me usmerja, da svetam tisto svojo kislo stran življenja, pa grenko in tako naprej, žalostno, pa bom to dihal in me to pač začne prežimati, ker se to raztopi v mojo kri. Taka malo zatemnjena, malo zamegljena svetloba. Lahko pa, da je to, hvala za vabilo, meni je krasno, da lahko to pred vami povem. Da lahko delim, ker mene ni brez vas. Jaz tudi na fakulteti predavam. Ne moreš biti v svoji vlogi profesor, če na drugi strani ni študentov. In zato imamo lepo besedo. In dih nosi besedo.
Brez dihanja ni besede. Brez dihanja sploh ne moreš povedati, kaj ti veš o življenju, kaj ti znaš, kako se ti počutiš, kaj ti lahko komu daš. Ne moreš, če ni dihanja, ne moreš. In človek je narejen za to, da govori med drugim. Seveda tudi, da kaj naredi. Ampak ni nujno vedno zunaj delati, lahko tudi znotraj sebe delaš. In tlej vas je najbrž ogromen, ker tudi dobro znotraj sebe delate. In potem to delite ven. Z dihom, ki ga obarvaš z nekim zvokom in to je potem beseda. In ta duh se razpolovi, ko vstopa v nas. Sprav, najprej gre duh po idejo, to je, dajmo reči, možgani, čeprav uma ni v možgani. Um je v telesu, tudi telo ima svoja pravila in tako naprej. Um je v duši, um je v duhu. Um vse prežema. Um je kot polje vsega, ker se sploh lahko kaj dogaja. Zdaj rečemo kot temu zavest. Potem ima vsak svoj to, kot se pač vsak zaveda svojega življenja in samega sebe in sveta okoli sebe. Je vse prisoten. Zato rečejo v sanskritu vse je Zdaj pa ta to polje hoče samega sebe zagledati. Zato rečejo v hinduizmu sat čitananda, zavest, bitje, blaženost. Mi smo zavest, mi smo zavedanje. Mi nismo to telo. Telesimo, ga ustvarjamo. Ali pa nismo samo telo, in nismo samo naše odnosi in čustva, ampak jih ustvarjamo, so ustvarjamo. Mi smo zavedanje, na koncu prideš do tega, ki se zaveda samega sebe, skozi posamezni izraz. In tleva se je 100 izrazov, zdaj 100 obrazov. Ampak eno samo zavedanje, ki se kaže na fraktalni način. Zato je mistik Rumi rekel, ti nisi kapljica v oceanu, ti si cel ocean na eni kapljici. In zato imajo te duhovni iskalci problem, ker je treba biti tukaj kot posameznik, pa fajn, dober je, lepo je, če imaš družino in tako naprej, pa si sam, pa z njimi, hkrati pa iščeš neko enost, non-duality in tako naprej. Mi vsi smo opeti med nebo pa zemljo in tukaj dol smo pač telesimo. In te ideali, ki so tukaj gor, ko padejo na plodna tla, so tudi malo zapacani, aj prav. Malo se omaže, veš. Kot naši avtomobili, pa naj in kaj. Čisti to je že Kant kritiziral. Ja, lahko tam gor nad oblaki, tle dol na zemlji. Težka fo. In smo včasih preveč zahtevni do samih sebe. Ker imamo ideje, ki se kot semena morajo spustiti v telo, potem pa mi s svojim življenjem poskrbimo za kaj. Ja, to je prizemlitev. Prizemlitev, to seme pade dol v našo maternico, potem moš pa poskrbeti. Vsak od nas, tudi če nimaš maternice, kolegi. Jaz se tudi nimam, ne mora zaposliti. Zakaj? Najprej za primerno toplino. Toplina, ta materinska vrlina. Zato skrbi hipofiza. Vsak otrok, vsak človek se je najprej razvil v eni topli maternici. Nič še ni bilo svetlo. V temi not mama je dihala, on se pa razvil. Najprej osnovna toplina, za vsako idejo. In tako jo lahko tudi preverimo, ali je to topla ideja, ali je prevroča, pa bo požgala, ali je hladna. Ali iz tega semena kaj bo. Potem rabiš svetlobo. Da se iz maternice potem vstopi v svet. Rabiš svetlobo in potem potrebuješ še zvok, izraz, ritem. V kakšnem ritmu, kakšne stvari delaš. In tako iz tega semena potem nekaj rata. Človek, ena ideja je ustvarjena za to. No in to se začne, ko gre duh v iskati idejo, posvetiti in jo pelje, lejte zdaj, skozi nos. In kaj se zgodi skozi nos? Ta duh, ki je prej enovit,
celovit, ne razbit na pol, se skozi nos razpolovi. In lahko pogledate, katera kvaliteta duha zdaj v vas prevladuje. Tako da daš takole palec pod eno nosnico, pa pod drugo, pa pogledaš z dvema dihoma, katera je bolj odprta. Leva ali desna. Desna, meni desna. Eni desno, eni levo, to je spet ogromen stvari, to za sabo potegne. Desna nosnica, za tiste, ki ste z joge, veste, to je pingala, se je reče. Pin je bucka po angleško. Pin je tudi pinealna žleza, po naše češerika, epifiza, ki je epifizis pomeni nadfizični. Prav, vsak od nas ima takole, če tlele narediš tako pa tako, tlele nekje v sredini, malo gor, epifizo, storž, ki gleda gor v zvezde, ki se odpre po noč, dela po noč, epifiza zelo dober, ne, melatonin, da se odpre in ta storž gleda gor, odpre luske, da na te kristalčke dol jemlje svetlobo zvezd, pa luna in tako naprej. To je epifiza. Gre na lov za idejami, ko mi spimo. Potem je pa zraven še hipofiza, to je pa leva nosnica. Ta je pa feminina, lunarna, yin kvalitete, yin-yang. Ta je yang, desna yang, taka yin. Hipofiza pa pomeni podfizični. Ne? Pa poglejte, te, ki so nam nastavili anatomijo v slovenskem jeziku, epifiza so dali tako ime češerika. Nekje vezano na rastlinski svet, ne? Češarek, češerika, ker je podobna storžu. In mi imamo vse tudi vegetativno živčevje. Živčevje je za rast. In ta more delati, da rastemo. No in na drugi strani mi imamo hipofizo in jaz ne vem, zakaj niso najdeli malo bolj, kako bom rekel, čustveno nabitega, pozitivno imena, ker hipofiza je možganski privesek. Pa izjemno pomembna. Pa nadzoruje v bistvu vse, kar se dogaja podfizično, podzavestno, preko živčeja pa preko hormonov usmerja vse žleze, organe in tako naprej. Ime ima pa možganski privesek. Tako da, ta je pa povezana z, se pravi, leva nosnica z desno možgansko polovico, desna pa z levo. A vidite, da smo različno zdaj vsak v svojem bioritmu. Eni ste tisti, ki imate levo bolj odprto, zdaj tako, to, kar Milan govori, pri meni kup enih asociacij, sprejemam in tako naprej. Ne? Mogoče te, ki imate pa desno bolj odprto, ne? To je pa ta bolj analitični logični, zmanjšan, ne bom vsega, Milan, kaj bluzi, mene zanima kemija, kisik, ogljikov dioksid, kaj zdaj s tem nima? Ne mi ti v duhu. Ne, od kje si prišel? Pač iz hostel, kač. To je ta veter iz hostel. In veter je eter. In tisti, ki delate na radiju, rečete, v eter gremo. In jaz sem ta dih, pa niso tudi eter. In to so 4 kvalitete etra, o katerih sem prej govoril. Toplotni eter. Mi dobesedno upihujemo te kvalitete v življenje in se tako pokažemo. Zato predlagam, začnimo razmišljati etersko. Ker ne bomo vsi kemije znali, niti ne rabimo. Ko imam jaz stik s človekom, mene nekaj zanima. Toplina. Najprej to. Toplotni eter. Kako se človek pred mano pojavlja? A ga čutim toplo ali ne? A je pregret, ker je jezen ali pa strasten, ali je pa hladen? A zna biti to? To je toplotni eter. Svetlobni eter. Imam stranke, ki so izjemni intelektualci, odprti za marsikaj, pa imaš pa stranke, ki so, bom tako rekel, v tem smislu preprosti. Ampak so mene stvari čisto jasne, bolj kot oni, z doktorati. To je ta jasnost, to je svetlobni eter. In tudi
A ta svetloba zaslepi ali mi lepo razjasni? Ali je megleno? To mi sami znamo biti. To je naš eter. To je veter, ki ga narediš, ko se recimo nekaj novega učiš. Svetlobni eter se takrat ukrepi. Jasno ti postane. Potem imamo zvočni eter, ki je tekočinski eter, ki je vezan na našo dušo tudi. Ne? Življenje teče in tudi duša teče in duša ima svojo zgodovino. In to je zvočni tekočinski eter. Kako smo pretočni. In duša se prerojeva. In duša rabi telo, tekočina rabi kaj? Strugo rabi tekočina. Da premakne nekaj. Da ni kar povsod razlita. Duh je povsod razlit. V zraku je. Duša pa teče. In naše življenje teče. In ta duh te takole osvetljuje dol. In mi se prerojevamo. V bistvu mi ne umremo. Če priznamo obstoj duše. In da tudi znanost, ko posredno mu kar pritrjuje. Ja, imamo dušo. In ne govorimo o psihi, imamo lepo slovensko besedo duša. In potem imamo še ta telesni um. Se pravi, če je, ne? Toplotni eter, svetlobni eter. Toplotni je um, kako razmišljaš. A imaš to osnovno toplino, to osnovno matrico sveta. Svetlobni je duh, zvočni, tekočinski je duša. Kako tečeš, kako se pretaka to čez tabo, kako se to raztaplja v tebi in kako se kristalizira to v tebi. To je duša. Ne? Da pa posvetiš. In četrti je trdni eter, življenjski. Tudi trdni v smislu fizične materije. Kako smo postali. In mi telesimo. Ta jaz, ne, mi organiziramo sami sebe na račun teh 4 etrov. 5. eter je pa ta 5. element, kvintesenca, akaša, ki je pa poče tudi kot kolektivno, kako so dani noter, oziroma to je naša bit. In tako rečem. No in anatomsko, kako se to kaže, ta naša komedija in tragedija življenja. Lej, kako smo mi postavljeni. Vse to, kar sem zdaj govoril, lej, imamo glavo, ki je tako malo na oskem vratu, ne? Tako glava bi bila nareš nekaj tam gor. To je Možgani niso možgani niso preživeli telesa, kot glava, ne? Tako da, ko vam rečejo, pa ko meni rečejo, pejte ven iz glave, sem si rekel, kako ne bi ven iz glave, če preživeli telesa. Mislijo, ne? Da si preveč nekje tam zunaj v polju, pa se nupaš prizemljevati. To je to. Se pravi, če smo natančni z besedami, a prideš lahko ven iz uma. A se lahko izumiš. Pa radno, ker če ga nismo neumni. Da, kar dajmo imeti ta um. Pa dajmo izumljati. Prihajamo iz uma, kako? Svojim duhom, ko smo posvetlili svojim dihom, sem noter posvetil in to raztopil v svojo kri, dušo. In zdaj se telo tako premika. In je moje razpoloženje tako, kot smo prej dihali. Ne? Če ste vzeli lepo idejo, ste jo poduhali, razpolovili in ste bili žalostni, ste tako ostali, eni, mnogi tukaj. Ne? Ko je bila pa druga lepša ideja, pa vidiš razpoloženje, kako položiš svoje ude glede na tvoje mišljenje. Dobesedno. In potem se simptomi kažejo lahko na telesu, razlog je pa lahko tam, kakšne ideje zbiraš. Zakaj? Kdo te je to naučil, da pač te ideje pobiraš iz neba dol, pa jih prizemljuješ? Če vidiš, da iz teh semen nič več ne bo. To je bilo v redu za naše starše, ki so bili po vojni otroci. Za nas te ideje, lahko imamo kakšne druge. In tako, kot prekratke hlače, stare hlače vržeš stran, tudi kakšne ideje, kakšne vzorce lahko vržeš stran. Niso več primerni. Rabiš za to malo discipline, mentalne, pa dih. In da se zavedaš, da to raztapljaš v dušo, ki premika tvoje telo in potem ti življenje tako pokaže. No in ko mi vdahnemo noter, se duh razpolovi in nas tukaj potem malo duši. Zato je Dante napisal božansko komedijo. Mi smo bitje 3 svetov. In to je
se kdo spomne iz gimnazije, to bi mogli brati pri 50-ih, pa takrat pa 16-ih, 18-ih. Jaz sem si zapomnil, zato ker sem bil 3-krat vprašan, sem 2-krat šustil. Pa sem pa res prebral. V 3 svetovih smo. Ta svet je nebesa. Ta svet, ali pa dajmo reči, najprej tega spodaj pod trebušno prepono je pekel, ogenj in led. Kateri organi pripadajo ognju, tle pod prepono? Želodec, ki ima kislino, ki vse požge, ki je treba prebaviti marsikaj v tem življenju, tudi kakšne odnose, ne samo hrano. Jetra, na jetra mi greš, ker jetra imajo nalogo, da pogrejajo kri, da jo dvigujejo v srce, tukaj ta življenjski ogenj. Sam, če pa preveč pogrejo, pa prekipi. Strast življenjska, se pravi spolne žleze, to je lahko vse ogenj. Kaj pa? Led? Ledvica, vse nam ime. Mehur. Naprej. In potem so vice tukaj, po Danteju. In pazi, slovenski jezik najbrž zgolj na ključje, ampak zelo dobro pride, tako tudi, kaj jaz delam s strankami kdaj, pa izgorevajo, pa so taki podrgačni. Prej smo govorili o hipofizi, ki je pravzaprav epifiza gleda nad fizično, je maskulina, gre na lov za idejami, pol pa kar je ujela, da hipofizi, in hipofiza to dol spusti do nadledvične žleze. Prispodobi v maternico. In nadledvična žleza pove, a je iz tega semena kaj bo ali pa ne bo. In nadledvična žleza, če vidi, da to je hladno, nič ni, iz tega semena nič ne bo. Kortizol, adrenalin, stres, gremo, akcija, še naprej, dokler ne bo dosti. In vidiš ledvice, pač ja, iz teh nebes se spustimo dol do dna, v pekel, pod prepono, kraniosakralna tekočina. Kranium pomeni lobanja, sakrum je pa križnica, teče od tukaj do dol. Vsaka ideja priteče do križnice dol, tam se te energiji dve, ki se tako zavrtita, spet stakneta in teče po enem kanalu nazaj gor. Daš ven. In če ta ideja nič ne rodi, je noter hladno, je led v ledvice in se ne počutiš dobro. In če hočeš priti v vice, to je pač življenje srca in pljuč, duha in duše, kjer je pa vse polarno. Je lepo, pa tudi ni lepo, je tudi žalostno, pa smo tudi veseli. To so vice. Človek je bitje polarnosti, pa z celega spektra tukaj noter. To čisto vsak od nas. Eni bi bili radi sam lepi. Ne bo šlo. Če imaš idejo, da si lep, kako imaš, kaj veš, da je tudi nekdo grd. Kako bo šlo skupaj? Eni se ne bi jezili. Jaz sem otroke imel astmo, zaradi tega, ker se oče ni znal in ni hotel jeziti. In ni dihal, tako, kot diha jezen človek, ampak ta oče tudi nobene strasti ne doživljenja. Zato, ker tudi strasten človek diha, podoben, kar jezen človek. Vidiš, eno poganja drugo. In to so pa vice. In tlej pač treba imeti svoje kreposti, svoje vrednote in se izživeti. In zavestno, osebno ustavljati v svet tisto, kar je tebi svet. Ker tako svetno v ta svet. In tako se nam potem kaže kolektivni svet. Tako da konc je časov, ko lahko obračamo pogled prvič stran od samega sebe, mene se ne tiče. Ne tiče se vse. Vprašanje je tvoja odgovornost. Ne pa ignorirati. In na drugi strani ogromno lahko naredimo. Sami, najprej sami s seboj, v svojem svetu in pri bližnjih in pa še tako naprej. In dih
ko gre ta duh noter, ko se uduši v slovenskem jeziku, smo imeli včasih lepo besedo dušnik, zdaj rečemo sapnik, ampak v bistvu je dušnik in potem dve dušilki dol, ki gresta v pljuča. Sapnik se iz ene cevi razdeli v dve in smo rekli leva pa desna stran. In če vam zdaj to zgodbico, da zaključimo, pa še kakšno vprašanje pustim odprto, je, da še srce not pripeljem. Glejte, srce ni črpalka, srce je takole ovito žila, ki se sama vase zavrti. To vejo medicinci, kirurgi, ko so v bistvu, ko je srčni kirurg razrezal srce po takih plasteh, ker srce je tako vase zavito, je v bistvu tole vam dugo. Tako ravno, žilo je dugo ven in če to takole, veste, gospodine, zvijemo, dobiš pravzaprav takole srce. Srce ni črpalka. Če bi vse naše žilce položili na tla, je to 60.000 kilometrov ožilja. Ni variante, da taka majhna črpalka vse to dela, ne more. Ampak, ko smo temu rekli črpalka, polka rečemo, je to. Srce je pravzaprav vase zavita reka, ki ustvarja vrtince, ki naboj teh vrtincih dobi skozi dve lukenci, skozi duha, ki se razpolovi. In zdaj mi te ideje raztopimo v kri. In to je prvi dih. Zunanji svet vnesemo vase, ne sam zraka kot kemije, ampak tudi ideje, kaj v tem zraku, vzdušja, odnosa, kar vidiš, vdahneš in v sebi to čutiš. In to raztopiš v kri. In v krvi, tisti, ki pač ste malo že mogoče pogledali te zadeve, se informacija svetloba postavi v strukturo, v kristale. Če zmrzneš vodo, Masaru Emoto, Deva Austin in tako naprej, so ugotovili, da voda pravzaprav upije svetlobo in se noter, ko zamrzneš, pojavijo kristali. Informacija je noter, struktura. In mi en drugega strukturiramo dobesedno. In sami sebe s tem, kar si govorimo. In če so to grde, neprijazne besede, so ti kristali nepravilnih oblik. Če so pa lepe, so pa kot snežinke, lahko pravilne geometrije. No in srce potem to kri zavrti in do vsake celice spusti. In to je arterijska rdeča kri, revolucionarna kri. Nekaj bomo naredili. In potem to naredimo, celice dajo energijo in to naredimo. Potem se pa venozna kri vrača gor, modra. Modra kri, ker ima modrost tega, kar je tam naredila. In jo spet nese gor v srce in srce primerja. Srce je termostat, zato sem začel s toplino. Duša je toplina, je tekočina. Je tekočinske narave, ki se vrti vase. Duh jo pa v bistvu podžiga, da se vedno bolj vrti pa svet. In zdaj srce zmeri to toplino venozne krvi in primerja. Toplina duha, ki je prišla vame, leva stran, arterijska kri. Kakšno idejo sem a jaz iz uma dol pretakam, iz neba vlečem dol lepe, tople stvari. Ne prevroče, ne prehladne. Glih ta prave zame. Drugi me ne zanima. Jaz sem sposoben s tem. To je moja toplina. In potegnem dol togle, smo rekli, do celice in se vrača nazaj gor. Venozna kri, ki ima pa izkušnjo. A smo ustvarjali to, kar smo si zadali. Se pravi, tukaj gre dol, ta pride pa gor. In srce to dvoje primerja. In če živiš mimo svojih idej, mimo svojega duha osebnega, in v tej dobi človeštva smo. Konc je to, da so mi zvezde povedale nekaj, tako je bilo po starih Grkih. Usojeno ti je to pa to. Danes je znanost povedala, genetika, ok, ja, ampak na genetiko vpliva kaj? Epigenetika, nadgenetično, okoliščine. Ampak nad okoliščinami je pa moja lastna volja, moj lastni duh, vrednote moje. Jaz svojo voljo hodim v okoliščine, odzval sem se, da pridem sem zato, kaj je fajn, enim se pa ne. Ali pa,
Pokličejo skje pa kar mislijo, da lej, so firma, pa a bi vi malo prišli reklamo delati. Nič nam reklamo delati. Jaz pridem lahko kaj povedati pa naučiti. Če ste firma, je to dobro za vaše. Tudi take firme imaš, ne? Ampak se odzoveš, tam pa rečeš ne. Vse lepe stvari so kri. Tako smo začeli. Lastna volja je ključna danes. In s to lastno voljo, se pravi, ko jaz vzamem dol idejo in nekaj naredi, moje srce primerja. A sem zvest samemu sebi. In če nisem zvest samemu sebi, malo zatrokira, zavibrira, palpitacije, se čuti nekje, nismo v redu, nas malo duši. Zadušeni smo v življenju. Živimo po vzorcih propagande, reklame, ne vem, politike, ne vem česa, bogatstva in tako naprej materialnega, ne znamo. Ali pa nemoralni ljudje so pogosto tisti, ki imajo tudi srčne težave. Zato, ker kri, ki smo s njo nekaj naredili, ni bilo v redu, se zavedajo, da ne dela kakšnih stvari v redu. In srce zmeri, ta temperatura, leve strani pa desne strani, arterijske krvi pa venozne krvi, prevelika razlika, ni v redu. In potem te bo simptom, to pomeni znak, v pozoru, a srce ni v redu, a srce te boli, a srce se ti para, ko to gledaš, ja, pa nekaj ne. Ali pa srce mi razbija, ker sem razigran. In tukaj pa leži moja strast in moja rast. Viš lahko pa to. Ampak strast je lahko tudi past. To so pa vice. Preveč strasti, pa tudi ljudje zgorijo. In ugasnijo. To sam pohtel. Treba se tudi malo v vodo namočiti, malo udušiti. Navdušiti, početi in spet. In v dihu, v ciklu diha se vse to bere. Dihanje ima. Dih ima 4 faze. Vdih zadržiš, izdih zadržiš. S tem zaključujem. Vdih je zrak, je ta duh. To jaz zavestno vdahnem. Potem je zadrževanje diha je Se pravi, je element ognja. Če to zrak, vdih je zrak, je to element ognja. Kaj se mi posveti? Kako bom jaz zdaj s tem na svetu, po tem svetu? Razmišljaš. Moja žena, ki mi mora kdaj kaj povedati, tako pa ne, je malo dilema, ali bom tako ali tako. Vdihne, pa malo čaka, pa jaz kar vidim, kako to lepo. Ona s tem ogenčkom osvetljuje, Milanu moram tako reči. In mi sam tako da. To je element ognja. Izdih je element zemlje, nekaj narediš, potem pa po izdihu je spet lahko praznina, to je pa element vode, je pa element duše, ki se ustavi. Življenje se ima ustavi. Kaj smo zdaj v tem življenju, v tem ciklu diha naredi? In duša se umiri, nehamo živeti. In v tej, to bomo delali tam na delavnici, v tej praznini, ki je polna potencijala, v vodi je vse raztopljeno, se odseva voda, je sketa dol. In ko se voda umiri, ko vi zdajle, ko dihate, izdihnete, pa čakate. Ko se voda umiri, dobi lastnost, da zrcali in dobi lastnost, da se težke stvari dol usedejo do dna in da se zbistri in da uzreš globino svoje duše, svojega življenja. In še nekaj, kar ni fajn, kakšne stvari pa gor priplavajo. To je pa pri tistih, ki imajo kaj za počistiti. Ne se vem, kaj gor priplavajo. Ja, saj smo vsi, ampak pa enih več, pa enih manj in enostavno treba tako narediti. Tako da, ko dihate in če se ne morete umiriti v fazi po izdihu in pol čakaš, mirno. Če ta faza kratka, ali pa če vam je težko, pol veste, da se nekaj noter še dogaja. Lahko ste živčni, lahko ste zgolj lačni, ne vem, lahko ste kavico prej spili, ni treba patologizirati tega. Ampak, zakaj se zdaj ne moramo umiriti? To se pa vprašati. Pa se pa iščejo razlogi na telesni ravni, na duševni, na duhovni ali pa na mentalni. Ni vse karmično. Sploh so čisto prosti stvari, navadni. Evo, za konc, jaz sem si dal duška. Kakšno vprašanje?
praktične stvari bomo delali tam čez 100 urce. Mene nekaj zanima. Ja. Če imaš fizično problem z nosom, pa bi mogel iti na operacijo, pa se ne upaš zato, ker so taki in drugačni lahko zapleti. Jaz, na primer, ne morem sploh čez nos normalno vdihati in to, ko smo pokrivali, ne sploh ne vem, kaj je tukaj za narediti. To je simptom, to je znak. Zakaj nekdo težko diha skozi nos? Ker nos je dihalni organ. Treba se vprašati najprej, recimo, kaj je. Ne, imam pretine čist krive, tako da sem fizično... Če so poškodbe bile fizične, pretini krivi in tako naprej, kakšni udarci, to je drugo. Lahko se pa ustvarijo polipi ali pa noter zateka, zato ker ti življenje reče, da imam se ustaviti. Manj dihi, počasnej dihi. In se zgodijo v bistvu prilagoditve nosa kot dimnika, ki tega duha not daje. Se pravi, če imate pogosto ali pa kronično zatečen nos, ne morete dobro skozi nos dihati, to je na nek način organizem vam govori, kar počas dihi, počas se premiki čez življenje, ker si očitno prehiter. To je lahko ena stvar in se tako išče. Drugače so pa vaji, bomo delali takole, pa se malo odpre, sluznica se pomiri in tako naprej. Če pa drugačno gre, so pa tudi možne operacije in odstraniš oviro, ampak ravno tako si potem zavezan, da nekaj pogledaš, kaj mi je pripeljalo do sem. Ker če ne odpraviš tega, če ne dojameš, zakaj si prišel do sem, se ti bo mogoče kje drugje pokazati. Veste, ker recimo to je pri ljudeh, ki smrčijo pri otrocih, ki se jim dihajo na usta in vse žrelnica požre. Če recimo ne odpraviš ta pravega razloga, če ti odpreš usta, ker je bil nos zamašen, pa dihaš skozi usta, se ti lahko pljuča mašijo ali pa žive stiskajo. Nekje te bo organizem ustavil. In prva stvar je, da te ustavlja pri dihu. To je lahko tudi mentalno malo depresijo. Veš tako, ne vidiš stiska. Ok, sprejmi to. Ne pritiska. Duh ne pritiska več noter in ne podžiga duše. Najbrž je razlog, veš? Ker že 20 let norim po svetu, zdaj pa ne vidim več smisla. Ja, vstal se na začut, pa mogoče na novo. Najdeš novo idejo, novega duha, novo službo, novega partnerja in bo šlo boljš naprej. Tako da vse znake vzamete resno, simptomi. In to je jezik vašega organizma, nezavedno, ki se kaže skozi telo in ga dajte vdihati, sprejeti pa naprej. So pa tudi v redu rešitve včasih čist kirurške dosi. Ne upam se, zato kar pravijo drugi, imajo pa izkušnje, nimam, jaz imam žal res, nimam nič s tem. Moramo pogledati, katere stvari se lahko naredijo, da bomo bolj čist. Ne, jaz imam krivo, jaz ne morem, jaz moram iti na operacijo, žal, to je vse poštiman. Sam pravijo, da potem tudi, ko greš na operacijo, najbrž pa vi to, kar zdaj govorite, da pride nazaj lahko. Najbrž iz tega, to je da fajn, potem... ne glede na vse iskati pomen. Ja. Zakaj ima organizem tako? To je tvoja osebna zgodba. Čez usta pa ni dobro dihati, ne? Ne, čez usta. Usta so zavest pa za govorca pomožni dihalni organ. Nos je za dihanje. Tudi rekreacije in take stvari, vse skozi nos. Tudi izdih skozi. Ko je visok srčni utriki, ni problema, ja. Dihati skozi usta, ampak načeloma ja. Reče smo dihala, ne smo vdihali skozi usta. Sej tudi, ko govorimo, izdihamo skozi usta in tako naprej. Vdih na nos, če se le da. Izdih pa pol, kar pa živi. Če se po noči, ko se uležem, se mi večkrat nos zapre. Zapre. Ja, kar vas umiri. Usta zalepati, dajo narediti tako, usta zalepati, pa ostane nos odprt. Pa je težko mogoče prvih 5 minut dihati, pa se pa lepo umiri. Ja, ker če ne se usta odprejo, pa se smrči, se zbujate s suhim grlom, vam pade CO2 in pol kisikne del v telo, v celice in se zbudite utrujeni. In tako naprej. Lahko o tem več na delavnici, ker vem, da je tle odr za naprej nastavljeno. Tako da še enkrat hvala.